Lepo pozdravljeni. V Sloveniji se je začetkom tega tedna, da bi se zajezilo širjenje okužbe z novim koronavirusom, ustavilo javno življenje. Zaprte so šole in vrtci, fakultete, ustavljen je javni promet ter prepovedana neposredna prodaja blaga in storitev z določenimi izjemami. Sem se uvrščajo nastanitvene, gostinske, wellness, športno-rekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti. Odprte ostajajo trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Zaprti so vrtci, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Zaprte so srednje šole, višje strokovne šole, domovi za učence in dijaški domovi, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojni visokošolski zavodi. Prekinjeno je izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika. Odpovedani so vsi specialistični pregledi in operativni posegi, postopki rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, razen tistih označenih stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Začasno je ustavljen ves javni potniški promet. Župan občine Krško je pozval občanke in občane, da upoštevajo vsa navodila pristojnih strokovnih služb o zaščitnih ukrepih in tako prispevajo k omejitvi širjenja okužb z novim koronavirusom. Predvsem pa, da ostanejo doma. Kot je poudaril krški župan, občina sodeluje in je v stalnem kontaktu z vsemi pristojnimi institucijami tako na ravni države kot v lokalnem okolju. S ciljem omejitve širjenja novega virusa so tako kot v celotni državi sprejeli niz ukrepov. Sicer smo sklicali občinski štab civilne zaščite, nekoliko razširjen, z nekaterimi drugimi sodelavci, predvsem sodelavci iz družbenih dejavnosti, kajti v tem trenutku je pravzaprav tisto področje, na katerem lahko občina Krško kakorkoli deluje, področje varovanja starejših in predšolskih otrok. Pristojnosti občine so skladno z uredbami vlade relativno omejene. Varstvo predšolskih otrok ni dovoljeno, čeprav smo imeli že pripravljeno tudi varstvo teh otrok za tiste delavce, ki delujejo v sistemu civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja v zdravstvu, vendar pa smo morali to idejo opustiti, tako da so ti ljudje bolj ali manj prepuščeni sami sebi. Res pa je, da imamo v organizaciji, se pravi pripravi organizacije, zbiranje tistih prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni tudi priskočiti na pomoč za individualno varstvo teh otrok. In kako je poskrbljeno za starejše? Vemo, da Center za socialno delo izvaja pomoč na domu. Ta pomoč na domu se številčno zdaj spreminja in sicer določeni oskrbovalci so te oskrbovance oskrbeli s prehrano iz različnih gostinskih obratov, ki pa so sedaj zaprti. In zato je potrebno poiskati alternativo. Trenutno je alternativa v domu starejših občanov. Dogovarjamo pa se tudi, da bi odprli kuhinjo v osnovni šoli Jurija Dalmatina, ki bi potem omogočala oskrbo s hrano vsem tistim starejšim občanom, ki bi pač to prehrano želeli. Vsi starejši občani v stiski, ki v času ukrepov proti širjenju koronavirusa potrebujejo pomoč za dostavo hrane, živil, zdravil in ostalih nujnih potrebščin, pa nimajo nikogar od svojcev ali znancev, ki bi jim lahko pomagal, lahko pokličejo na posebno telefonsko številko Centra za socialno delo Posavje 070 585 803. Na telefonski številki 041 730 192 pa so med 8 in 18 uro dosegljivi tudi predstavniki območnega združenja Rdečega križa Krško. Tako kot drugod po državi je tudi v Krškem začasno ustavljen mestni potniški promet. Glede naših koles, ki jih lahko si občani izposojajo, da se ta izposoja ni ustavila, lahko se kolesa izposojajo, vendar na lastno odgovornost, se pravi, da ne pride do kakšne okužbe, naj se sami občani tudi nekoliko pazijo pri tem. Prepovedana tudi uporaba fitness naprav in pa javnih igrišč, otroških igrišč, tako da bi prosil, da tukaj tudi občani gledajo na to, da pač se držijo te prepovedi. Vse nujne gospodarske javne službe se bodo še naprej izvajale, sicer v zmanjšanem oziroma najnujnejšem obsegu. V Sevnici do zdaj nimajo potrjenega primera novega koronavirusa. V tamkajšnjem zdravstvenem domu ima sicer vsaka posamezna enota znotraj doma posebna navodila in protokole ukrepanja.
Zdravstveni dom Sevnica je 2. marca začel z epidemiološkim nadzorom, ki traja še danes, izvajali pa ga bodo tudi v naslednjih tednih. V tem času delamo aktivno, preventivno in izobraževanje in opolnomočenje vseh zaposlenih v zdravstvu Sevnica. Govorim v zdravstvu, zato ker v sistemu javnega zdravja delujejo tudi koncesionarji. Delamo ločeno in sicer, per partes z zobozdravstvom in zopolistiko Meh smo imeli izobraževanje včeraj in napoved, kaj se bo dogajalo. Z specialistiko in pa družinsko medicino ter ostalimi sodelavci imamo skoraj vsako jutro. Mi smo pripravljeni, smo opremljeni, imamo nenehne konzultacije, pravzaprav 24 ur dnevno smo na nenehni liniji, tudi z gasilci, civilno zaščito, z občino, s policijo, imamo vzpostavljeno odlično sodelovanje, medsebojno pomoč, tako da smo res vzpostavili en sistem, ki je varen za naše bolnike in za nas zdravstvene delavce. V zdravstvenem domu Sevnica imajo izdelane protokole, zato paciente prosijo za strpnost. Pozivamo jih, da se obračajo na našo internetno stran, če pa to ni moč, pa seveda preko telefonov. Telefoni so javno objavljeni na naši spletni strani in vse aktualne novice tudi dokumentiramo. Minister je odpovedal vso preventivno dejavnost, ampak vsa preventivna dejavnost ima določene posebnosti. Tista preventivni pregledi nosečnic pri izbranem ginekologu in preventivne obravnave v patronažnem varstvu. Preventivne pregledi pri nosečnic bomo zaščitili in naše izvajalce in nosečnice z dvojnim preverjanjem. Torej ob vhodu in pa še v čakalnici ginekološkega dispanzerja. Torej nosečnice morajo biti vse oskrbljene. Drugo je patronažna služba. Patronažne sestre bodo obravnavale po protokolu otročnico in novorojenčka v 1. mesecu starosti. Obravnavale jih bojo tako kot sedaj. Po protokolu je, da vsaka otročnica pokliče patronažno službo v 24 urah, ko je z novorojencem doma. Patronažna služba ima navodila, da bo družino poklicala, kje se nahaja, kje je novorojenec, kje je otročnica in jo tudi obiskala zaščiteno in preko protokola, katerega smo izdelali, tudi izprašali anamnestične podatke v zvezi s koronavirusom. Preventivni pregledi dojenčkov. Dojenček je od 1. meseca do 1. meseca do 12. meseca. To so preventivni pregledi v otroškem dispanzerju, in sicer gledali bomo tako kot do sedaj pri 1. mesecu, 3. mesecu, tukaj so cepljenja. Izvajali bodo vsa obvezna cepljenja do 6. leta starosti. Izvajali se bojo psihološki pregledi 3-letnika in pa logopedski pregledi, preventivni pregledi 5-letnika. Vsi ostali preventivni pregledi so ukinjeni. Specialistični pregledi, ja, vsa specialistika, ki se izvaja v hiši, bomo izvajali za stopnjo nujnosti nujno in za stopnjo nujnosti zelo hitro. Kar se tiče odvzemov brisov, za nas so pristojne sprejemne točke v Celju in v Brežicah. Nastala je ena ogromna gneča. In mogoče res apeliram na ljudi, če imajo kakršnakoli vprašanja, naj se obrnejo na izbrane specialiste družinske medicine ali v skrajnem primeru tudi na našo enoto nujne medicinske pomoči. Zato, ker tudi mi ne dobimo več povezav z vstopnimi točkami.
Mi po 4-5 ur kličemo, želimo najaviti paciente, kar pa žal ni več možno, zato ker so zasedeni z klici od zunaj. Tako da res prosim, naj se vsi najprej posvetujejo svojimi osebnimi zdravniki. Kar se pa tiče samega priliva bolnikov v zdravstveni dom, opažamo zmanjšanje in opažamo, da se ljudje mogoče res obračajo na nas v tistih zares nujnih primerih oziroma ko ocenjujejo, da potrebujejo neko neodložljivo zdravstveno storitev. Ko govorimo o oskrbi z materialom za preprečevanje obvladovanja oziroma obvladovanja okužb, vemo vsi, da je material tudi širše v Sloveniji pošel. Mi centralizirano imamo material, tako da zagotavljamo, kar potrebujejo naši zaposleni še nemoteno, ko govorimo o preprečevanju okužb. Dnevno izvajamo edukacije vseh zaposlenih, educiranje pacientov na vstopnih točkah, ob vstopu, ob izstopu. Ocenjujemo, da imamo to zelo dobro poskrbljeno. V najranljivejšo skupino, poleg kroničnih bolnikov, sodijo starostniki. Zato je v času izjemno hitrega širjenja koronavirusa treba še večjo pozornost usmeriti v njihovo zaščito. Center za socialno delo Posavje veliko pozornosti in posebno skrb v prvi vrsti namenja starejšim. Center za socialno delo Posavje oskrbuje na območju celotnega Posavja skoraj 400 oseb v okviru pomoči na domu. To delo izvaja na terenu še vedno 43 socialnih oskrbovalk. Kakor mi poročajo s strani posamičnih enot, delo se izvaja še vedno v obsegu kakršno je tudi dogovorjeno. Torej ta osebna pomoč pri teh temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, dostava hrane. Dnevno pa tudi smo ves čas v kontaktu s svojci in z uporabniki. Torej naše vodje pomoči na domu, da preverjamo, kako bo v prihodnjem tednu tudi za dostavo kosil, ker vemo, da se tudi posamične osnovne šole zapirajo in strani nekaterih osnovnih šol dobavljamo tudi hrano. Aktivno se bodo povezali s civilno zaščito. Predvsem za oskrbo in za različne oblike pomoči osebam, kateri trenutno niso naši uporabniki, ampak tle bomo delali res v skladu in v sodelovanju in z navodili civilne zaščite in drugih pristojnih ustanov. Strokovne delavke Centra za socialno delo sicer opozarjajo na težavo pomanjkanja zaščitnega materiala. Trenutna je situacija takšna, da danes še imamo dovolj zaščitne opreme, me pa res izredno skrbi v prihodnjih dneh, ker mi poročajo sodelavke s terena, da jim primanjkuje predvsem razkužil, zaščitnih mask in pa rokavic. Torej tako tle bomo tudi v bistvu ukrepali in poiskali res hitro načine, da čim prej dobavimo našim izvajalcem na terenu zaščitna sredstva. Tle bi mogoče še poudarila, da poleg tega, da poskrbimo za starejše osebe, nenehno že zadnje dneve, torej zadnjih 14 dni, intenzivno delamo tudi na osveščanju svojcev, uporabnikov in pa tudi naših zaposlenih, ker samo zdrav delavec bo lahko opravljal nemoteno skrb za druge. V skladu z odredbo pristojnega ministrstva in priporočili pristojnih institucij so tudi na Centru za socialno delo Posavje sprejeli določene ukrepe. Ja, posebni ukrepi so predvsem na osnovi navodil strani našega pristojnega ministrstva in v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje sem izdala posebna navodila, samozaščitna navodila za vse zaposlene, predvsem tudi z namenom samozaščitnega ravnanja. Odpovedana so vsa izobraževanja v okviru centra, supervizijska srečanja, večji nenujni sestanki. V tem času pa tudi posebej bi želela poudariti, da
Ravno danes potekajo na vseh naših enotah tudi organizacijski sestanki, kako bo v prihodnjih dneh organizirano delo zaradi morebitnega izpada strokovnih delavcev, ampak na tem mestu zagotavljam, da naše osnovne naloge, torej prva socialna pomoč in pa vse nujne naloge v povezavi z ukrepi nujne zaščite ranljivih skupin bomo izvajali nemoteno. Naše enote so sicer zaprle glavna vrata, ampak smo vse naše uporabnike obvestili preko sredstev javnega obveščanja, preko obvestil preko naše spletne strani, na kakšen način naj z nami komunicirajo v nujnih in nenujnih zadevah. Naš krizni center za otroke in mladostnike pa ostaja odprt. Gre za 24-urno namestitev ogroženih otrok in mladostnikov. To dejavnost bomo vsekakor še vnaprej nemoteno izvajali. Svetovna zdravstvena organizacija sicer ljudem vseh starosti svetuje, naj se držijo najpomembnejših ukrepov, ki zmanjšajo možnost okužbe, predvsem higieno rok in izogibanje tesnim stikom z ljudmi. V nadaljevanju sledi nekaj preventivnih ukrepov, ki se jih v tem času velja še posebej dosledno držati. Pri preprečevanju vseh akutnih respiratornih infektov, kamor seveda sodi tudi koronavirus, je predvsem izredno pomembno, da v času te epidemije, ki je trenutno prisotna, se ljudje čim več zadržujejo v svojih domačih okoljih. Predvsem izogibati se treba stika z bolnimi. Zaželeno je, da če so to seveda ljudje, ki so doma v stanovanjih, da stanovanja čim večkrat prezračijo, pomeni večkrat na dan, vsaj za 5 do 10 minut. Zaželeno je tudi, da so čim več zunaj na svežem zraku, vsaj torej 30 minut neke zmerne intenzivne telesne vadbe zunaj. Takrat seveda odsvetujemo druženje z prijatelji. Predvsem svetujemo tudi osebam, da se zdravo prehranjujejo, da vključujejo res varovalna živila v svojo prehrano, da obroke razporedijo preko dneva, predvsem da vključijo tudi vitamine, minerale v svojo prehrano, torej z uživanjem sadja in zelenjave. Le tako bodo tudi dvignili svoj imunski sistem. Pomembno je tudi poskrbeti za ustrezno hidracijo telesa, predvsem piti dovolj vode, seveda tudi kakšen nesladkan čaj pride v poštev. Izogibati pa se je potrebno v tem času uživanju alkohola in tudi uživanju oziroma kajenju cigaret. Potrebno je poskrbeti tudi za spanec. Vemo namreč, da se koronavirus prenaša kapljično, da se prenaša z dotiki. Zato je potrebno poskrbeti za to, da so naši prostori čisti. Zdaj, moramo se zavedati, da s tem, ko se dotikamo različnih površin, na površini so različni mikroorganizmi, ne samo koronavirus. S tem, ko se dotaknemo že nakupovalnih vozičkov, s tem, ko se dotikamo različnih drugih površin, kot so tudi igrače, denar, tudi dvigala v naših zdravstvenih domovih, bolnišnicah, moramo vedeti, da na naših rokah ostanejo klici. In kadarkoli se vračamo v domače okolje oziroma iz zunaj notri, da si umijemo roke. Torej roke, to je najboljši ukrep preprečevanja respiratornih infektov, seveda tudi koronavirusa. Torej roke si umijemo čim večkrat, ko se spomnite, nikoli ni prevečkrat, predvsem kadar pridemo torej od zunaj notri, kadar pridemo v službo, ko gremo iz službe. Ko so roke vidno umazane, ko se dotikamo hišnih ljubljenčkov, domačih živali na splošno. Predvsem, kadar se dotikamo z ljudmi, torej v tem času odsvetujemo rokovanja, odsvetujemo torej objeme. Potrebno je imeti neko distanco, torej vsaj 1,5 metra je zaželeno, da smo torej odstranjeni od nekoga, s katerim se družimo. Torej nasploh pri higieni rok je pomembno, da si vzamemo čas. Torej v domačem okolju je to najbolje navadna, torej voda, tekoča, topla voda z uporabo milnice. Torej roke si umivamo res 1 minuto. Zgleda tako, da ko si roke zmočimo, damo na roke milo, da res zajamemo popolnoma vso področje, torej roke od dlani
torej hrbtišče ene, druge roke, ne pozabimo na prostor, torej med prsti, torej tudi vsako blazinico posebej, kar je pa pomembno pa tudi to, da zajamemo tudi področje, torej zapestja. Ni zaželena torej nošnja nakita, dajte nakit dol, predvsem ko pogledamo umite roke pod UV lučko, ko vidimo kakšna je, kako so roke umite, vidimo, da ravno tankaj nakit imamo najslabše umite roke. Tudi predel pod nohti je, lahko rečem, zelo veliko se noter zadržuje različnih mikroorganizmov, bacilov, tako da tudi ta predel bodite pozorni, torej, da si dobro umijete roke tam. Če se nahajamo izven domačega okolja, ker nimamo možnost torej pitne vode oziroma tekoče vode in si nimamo možnost umiti rok, lahko uporabljamo tudi razkužila. Razkužilo je pomembno, torej, da vsebuje vsaj 60% etanola. Le takrat bo učinkovito delovalo proti koronavirusu. Postopek razkuževanja je zelo podoben postopku umivanja rok. Je pa pomembno, da se razkužilo nanese na suho kožo. Veliko imamo otrok, ki prihajajo torej ravno sedaj po zdravniško pomoč, ker so prisotni razni ekscemi na rokah, predvsem zaradi alkohola, torej zaradi razkužil. Razlog je velikokrat v tem, da se razkužujejo roke, da se razkužilo aplicira torej na mokre roke, zato vedno torej poskrbimo, da so roke suhe, da gor apliciramo 2 do 3 ml razkužila in da z razkuževanjem poskušamo zajeti resnično celotno površino torej rok. Postopek traja tam približno 1 minuto, tako da se razkužilo popolnoma usuši na koži in seveda na ta način tudi učinkovito deluje pri preprečevanju koronavirusov oziroma tudi drugih mikroorganizmov, ki se nahajajo in so povzročitelji različnih bolezni. Poleg higiene rok pa je za preprečevanje koronavirusa izredno pomembna tudi higiena kihanja in kašljanja. Namreč vemo, da se prvi znaki koronavirusa pokažejo tako, da se ljudje slabo počutijo, da jih bolijo mišice, da jim teče iz nosu, kihajo in kašljajo. In tukaj je prvi ta problem, ne, kihanje, kašljanje, še kar smo navajeni, da kihamo, kašljamo torej v roko. To je napačen ukrep, ne. Ko kašljamo v roko in damo roko, podamo prijatelju, že nekako omogočamo prenos vseh respiratornih infektov, torej ne samo koronavirusa, ne. Torej pri kihanju, kašljanju velja pravilo, da če nimamo pri sebi robčka, vedno kihnemo torej v zgornji del rokava, temu pravimo. Če pa seveda imamo robček, je pa veliko bolje. Torej vzamemo robček za enkratno uporabo, torej papirnati robček, damo na koren nosu, kihnemo, kašljamo, torej vržemo na to ta robček v smeti in si seveda takoj razkužimo, umijemo roke. Torej najboljše seveda, da si jih umijemo oziroma če smo nekje, ker nimamo vode, da si razkužimo torej roke. Le na ta način bomo preprečili, da bi ta širjenje torej koronavirusa prihajalo torej v naše okolje. Veliko vprašanj dobivamo tudi glede uporabe torej kirurških mask. Zaželeno je oziroma ve se, da se kirurške maske, da so namenjene izključno torej zdravstvenim delavcem. Predvsem zaščiti torej naših obrazov pred telesnimi izločki torej bolnikov. Kirurške maske pa v času torej epidemije tudi ponudimo našim bolnikom, predvsem kadar kažejo znake akutnega respiratornih obolenj. Torej ravno s tem namenom, da pri kihanju, kašljanju ne širijo mikroorganizmov torej v okolje. Nikakor pa niso kirurške maske namenjene zaščiti samega bolnika, torej namenjene so zaščiti ostalih, ki se nahajajo zraven osebi, ki kaže znake torej respiratornih obolenj. Torej vsa ta nošnja kirurških mask v nakupovalnih centrih torej niti niso smiselna, kajti ko se kirurška maska zmoči, to pa vemo, da se zelo hitro ne nudijo nobene podpore oziroma zaščite tega bolnika. Nadaljujemo z ostalimi temami. Občina Krško tudi v letošnjem letu nadaljuje s postopkom participativnega proračuna in sicer za proračunsko leto 2021. Občani bodo med 15. marcem in 15. aprilom lahko predlagali projektne predloge. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2021.
Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli v lanskem letu, je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali. V lanskem letu so po besedah župana občine Krško Mirana Stanka občani predlagali 50 projektnih predlogov, 26 so jih izglasovali in aktivnosti za izvedbo že potekajo. Predlogi so bili zanimivi, dobri. Tako da je komisija pač izbrala vse tiste, ki so bili primerni in potem so šli na glasovanje. Z glasovanje so bili in seveda uvrščeni tudi v proračun. Tako da smo v konec lanskega leta, se pravi v decembru lanskega leta v proračunu zagotovili tudi ustrezna sredstva. Sedaj pa potekajo aktivnosti za samo izvedbo, ki ne je bila dokončana nekje do maja letošnjega leta. V proračunu občine Krško za leto 2021 bo za participativni proračun predvidenih 140 000 evrov. Sredstva pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja. Krški župan ocenjuje, da je bila zamisel participativnega proračuna med občani dobro sprejeta. Nekaj smo dobili tudi izkušenj, ki smo jih upoštevali že pri sestavi letošnjega razpisa, tako da se povečuje tudi vrednost sredstev, ki so na voljo za posamezen projekt iz nekdanjih 5 000 na 10 000 evrov. Seveda je zato potrebnih še nekaj izkušenj, verjetno bo še kakšno leto poteklo, da se bomo morda odločili tudi za kaj višji del. Še zmeraj ostaja 7 področij s po 20 000 evri. Ja, ravno v tem je bila težava, da je bilo veliko projektov, ki so taki drobni, ki pa zahtevajo veliko truda tudi in vložka občinske uprave v delu, lahko rečem v izgubi časa, zato svetujem, da bi se ti manjši projekti povezovali. Lahko pa tudi rečem, da smo lansko leto naleteli na primer, ko v času glasovanja, ko so se tisti predlagatelji, ki so resnično želeli, da projekt pride v izbor, potrudili in so tudi, tako bom rekel, lobirali, da so dobili čim večje število glasov. Tako da smo potem lahko z veseljem sprejeli tudi tiste projekte, ki so nekako presegali določeni okvir in se potem predlagatelji dogovarjali, da se z njihovim soglasjem vrednost projekta zniža, da pridemo v sklop dovoljenega po kriteriju. Občani lahko svoje predloge oddajo od 15. marca pa vse do 15. aprila. Potem bo občinska uprava te predloge pregledala, ugotovila, ali izpolnjujejo pogoje in jih te predloge potem podala naprej komisiji, ki bo potem odločila, kateri projekti so primerni za to, da lahko gredo na glasovanje. Glasovanje bo potekalo od 5. junija do 12. junija, se pravi, možno bo preko spletne strani glasovanje in pa v občinski upravi, se pravi v stavbi občinske uprave, ker se bo na glasovalnici lahko glasovalo za projekt, za katerega se bo pač posameznik odločil. Župan občine Krško je uradno namenu predal obnovljen stanovanjsko-poslovni objekt na Bohoričevi 3 v Krškem. Občina Krško je namreč v letih 2018 in 2019 celovito rekonstruirala objekt v starem mestnem jedru v skupni vrednosti nekaj manj kot 300 000 evrov, v katerem ima v pritličju občina prostore za arhiv in garažo, v nadstropju in mansardi pa so skupno 4 nova stanovanja. Objekt na Bohoričevi ulici 3 je bil dotrajan, slabo vzdrževan in nefunkcionalen za potrebe današnjega časa, saj je bil grajen leta 1908. Dvoriščna stena v nadstropju in kleti je bila razpokana in posedena, stropne konstrukcije povešene, strešna konstrukcija in prvotna kritina dotrajana. Objekt je bil statično neprimeren za obnovo, zato je bila potrebna rekonstrukcija. V bistvu je teh starih stavb v starem mestnem jedru še kar nekaj. No in ta je bila v lasti občine Krško, bila je resnično v slabem stanju. Imeli smo tukaj garažo in pa neke pomožne prostore, vse ostalo je bilo pa nenaseljeno. Ta objekt smo potem porušili in ga obnovili, se pravi pa to v sklopu siceršnjega celega sistema obnov v starem mestnem jedru. Potem, ko so gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta pridobili leta 2017, je glavnina del potekala v letu 2018. Zaključila pa so se v lanskem letu. Investitor za izgradnjo novega objekta je bila občina Krško. Celotna investicija znaša nekaj malega manj kot 300 000 evrov, gradili pa smo v 2 fazah. In sicer začeli smo leta 2018, najprej smo objekt zgradili do 3. gradbene faze, potem pa z novim razpisom še preostanek do
se pravi do izgotovitve, tako da je zdaj danes praktično dan objekt v uporabo. Z rekonstruiranim objektom skupne neto površine 287 kvadratnih metrov je občina Krško pridobila tudi 4 enosobna stanovanja, 2 v izmeri 38 in 2 v izmeri 43 kvadratnih metrov. Vsa pa so že v postopku oddaje v neprofitni najem. Objekt pa ima poleg 4 stanovanj še prostor za občinski arhiv in pa garažo oziroma pomožne prostore za potrebe občine. S tem se je nekoliko povečal stanovanjski fond. Poleg občine stanovanjsko politiko oziroma gradnjo novih stanovanj podpirata še 2 podjetji. Eno od teh, Rudar Senovo, je v lasti občine. Omenjena družba je pred slabimi 3 leti zaključila z adaptacijo kompleksa stavb nekdanjih samskih domov na Sremiški cesti v Krškem, v katerem je 39 stanovanj. Zdaj prav tako na Sremiški gradi novih 15 stanovanj. Od tega je 1 stanovanje za skupnostno stanovanje, to pomeni za starejše osebe, do 8 oseb, ki bi živeli v tem stanovanju s podporo enega profesionalca v času 4 ur, tako da pomaga recimo pri kuhanju in podobnih gospodinjskih opravilih. Sicer pa so to samostojne osebe, ki lahko sicer same živilo, potrebujejo pa neke asistence. V teh dneh se je začela tudi gradnja novega bloka 24 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini doma starejših občanov. To gre za soinvestitorstvo občine Krško in stanovanjskega sklada. Vrednost je približno 1,5 milijona evrov. Seveda občasno pa odkupujemo tudi starejše objekte, ki so pač na trgu, so na voljo za odkup in te objekte potem predelujemo v stanovanje, predvsem v starem mestnem jedru. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. V naslednjih dneh pripravljamo dnevni povzetek najpomembnejših informacij v informativnem bloku Korona Info, ki bo na sporedu vsak dan ob 18. uri. Vse aktualne informacije pa lahko spremljate na našem spletnem portalu eposavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje.